živjo. Ne, pa zanima me mesojede rastline. Aha, lahko si pogledamo mesojedke. Lih zdaj se nahajamo v bistvu pri eni, ki je tukaj v našem tropskem rastlinjaku največja. In sicer, če pogledamo njeno lovilno past, a vajo na kaj spominja? Neka šalčka. Ja, kot en vrček, a ne? In tele mesojedke v bistvu rečemo malajska vrčnica. V te vrčke ta mesojeda rastlina ulovi žuželke. Kaj pa so sploh mesojede rastline? Mesojede rastline so rastline, ki lovijo različne živali, to pa zaradi tega, ker rastejo na rastiščih, na tleh, kjer je pomanjkanje določenih snovi, hranilnih pa mineralnih snovi, naprimer dušika in fosforja, in s tem, ko lovijo te živali, te snovi potem tudi dobijo. Koliko živali pa ujame ena taka vrčnica? Najbolj, da mogoče kar odrežemo en vrček, pa pogledamo, koliko živali se je ulovilo notri, pa pogledamo to v našem laboratoriju. A to kar tako prerežemo? Ja, tako v bistvu vzameš karice in zarežeš tako čez polovico. A to so tukaj noter so tudi neke žuželke? Ja, ker poglej od blizu, če kakšno vidiš, a ne? Včasih lahko lovi tudi kakšne polške, pa kakšne večje vrčnice lahko lovijo celo kakšne glodalce, tudi podgane so že našli v vrčkih. Koliko je to ene tekočine? Ja, veliko tekočine, čeprav tole ni še nič. Tele vrčki so lahko zelo veliki in lahko je celo prostornina vrčkov 2 litra. Tako da tlele imam recimo tole posodo z 2 litri, da si predstavljate, ne? Toliko različne tekočine lahko gre v en vrček, se pravi 2-krat toliko, kot smo zdajle nalili. In Nola, kaj vidiš, kaj je bilo v vrčku tele mesojedke? Kaj vidim, pa vidim nekih žuželk, pa ful se nekih se premika. A celo premika se še kakšna? Evo, samo ena. A to so vse mesojedke? Ja, poznamo kar nekaj mesojed. Recimo, tole je, a mogoče kdo ve? Muholovka. Tako je, to je muholovka. Teli rečemo zaracenija, potem tole je rosika, tole je masnica in tukaj v tem naši posodi imamo mešinko. Kako pa ta muholovka ujame svoj plen? Muholovka ima pa take lovilne pasti, ki izgledajo kot ena usta, a ne? In če pogledata od blizu notri, se vidi, da ima ene take 3 laske na vsaki strani, a ne? In s temi laski v bistvu ta mesojedka zaznava, ko prileti na njo žuželka. Se pravi, jaz bom zdaj dala svinčnik notri in bom razdražila 2 laska. Evo. In se je lepo zaprla, ne? Tako da zdaj, če bi bila notri žuželka, bi potem to pomenilo za njo, da je, se pravi, žrtev te mesojede rastline. A pa to pogoltne? Ne, v bistvu ne pogoltne, ampak takole samo ujame žuželko notri, potem pa ima v sebi tudi ene take encime, ki pomagajo žuželke razgraditi. Kaj pa druge mesojedke, kako pa one lovijo živali? Na različne načine lovijo. Take dlačice. Tako je, a ne? Na tem delu od zgoraj ima dlačice in tale del ni gibljiv od zgoraj, se pravi, se ne zapre, ko žuželka ali pa druga žival prileti. Kaj pa te črne pikice, a to so žuželke? Ja, to so žuželke, ki jih je mesojedka ulovila. Tele mesojedki rečemo rosika. Če jo pogledamo od blizu, lahko vidimo, da ima ene take kapljice, a vidite? In te kapljice izgledajo podobno kot jutranja rosa ali pa kot kapljice vode, a ne? Ampak v resnici to ni voda, ampak so te kapljice lepljive, se pravi, se na njo prilepijo različne živali, a ne? Cool. Neko lepilo. Ja, kot neko lepilo se vleče. Nisem vedela, da imajo mesojede rožice tudi cvet. Ja, mesojede rastline lahko tudi cvetijo, a ne? Tako kot zdaj vidite tukaj pri tejle masnici. Pa še ena ima zdajle ravno cvetove in sicer tale rosika, ki smo jo že prejle omenjali, a ne, ima pa take manjše cvetove. Drugače pa lahko cvetijo v različnih odtenkih, ne samo beli, tako kot tukaj vidite, ampak so lahko mesojede rastline s cvetovi rumene barve, tudi vijoličaste, rozne barve in podobno. Zdaj pa poskusite dotakniti tele mesojede rastline. A vaju na kaj spominja tako? Kakor bi bil maslo tako med rokami. Ja, nekaj, ja. No in te mesojedki rečemo mastnica. In v bistvu ima podobno kot rosika tudi take kapljice, ki pa dajo bolj občutek kot res eno maslo ali pa masti. A tudi vodne mesojedke obstajajo? Res je, tudi vodne mesojedke obstajajo. Tukaj imamo eno v tej posodi. In tele mesojedki rečemo mešinka in lovi na podoben način kot muholovka.
tako da v bistvu se njena past premakne. A ne? Ona ima ene take mehurčke in se notri potem ujamajo različne živali. Aljaž, tebi sem pa pod mikroskopsko lupo naštimala rosiko, kaj pa vidiš zdaj, ko gledaš? Jaz vidim rdeče pikice, pa te tipalke, tam je žužek, pa vse se ful lesketa. Lepo se sveta. Prej smo rekli, da ima rosika take kapljice, ki se svetijo tako kot ena voda. Evo, zdaj bomo pa še pod mikroskopsko lupo pogledali, kako izgledajo te dlačice, da zaznajo premikanje, ko prileti kakšna žival na muholovko. Poglej noter. Kako je to kul, tako ful kul. Ker je samo ena taka velika dlačica. In kako je videti lovilna past od mešinke? Ful je zanimiva, kar nek mehurček je, pa zelo kot da je neka ribica. Ampak ni ribica. Ne, ima premejhno lovilna past tale, a ne? Wow.